Veš, koliko je ta telefon? Koliko? 2 ure 700. 2 ure 700? Ja. Are you listening? You crazy mother. Jaz sem probal raziskati, kjer je tisti telefon, za katerega se ti ne bo treba zapufati, pa boš na koncu z njim tako zadovoljen, kot če bi imel flagship. Pejt, gremo pogledat. No, pri tem pa je treba vedeti, da Nokia pred 18 meseci sploh ni bilo. Nokia je bila mrtva blagovna znamka. No, in iz tega mrtvega stanja jo je v bistvu budil kitajski kapital pa finska ljubezen do te blagovne znamke. In pred točno 18 meseci so kot neslano šalo naredili reinkarnacijo svojega telefona Nokia 3310. Let me reintroduce the iconic Nokia 3310. It has a snake. V bistvu so staro zgodbo oziroma staro filozofijo samo malo zapakirali na nov. Nokia še vedno želi delati lepe telefone. Želi delati telefone, ki bo imeli najboljšo uporabniško izkušnjo. Nokia želi delati telefone, ki so price performance oziroma kjer bo kupec vedno vedel, kaj dobi za svoj denar. Nokia, tako kot včasih, še vedno želi delati telefone, ki so visoko kakovostni. Če bi mene mogel vprašati, na katerega proizvajalca stavim, da bo ful rastel v naslednjih letih, je to vsekakor Nokia. No in zdaj tako nekako 18 mesecev po predstavitvi prvega telefona, tistega starega telefona s kačo, imajo ponudili ful enih telefonov, torej ful enih serij. Torej, lahko dobite Nokio 1, pa Nokio 2, pa Nokio 3, pa Nokio 6, pa Nokio 7. Ja, to bom danes predstavil, pa Nokio 8. Smešen je, kako lahko ena firma v bistvu iz nule v 18 mesecih predstavi toliko različnih telefonov v toliko različnih razredih. No, in to je Nokia 7 Plus. Telefon, ki je po mojem mnenju dojaja. In zakaj jaz mislim, da je Nokia 7 Plus dojaja? Pa pojmo tehničnim specifikacijam, ker na to sploh ne kažejo. Ampak njihova kombinacija, tista je pa čarobna. Noter se skriva Qualcomm Snapdragon 660. To je procesor, ki ni nič posebenega, zelo povprečen procesor. Ampak njemu dela družba 4 GB RAM, kar je pa kul podatek. Potem imamo pa baterijo, ki je 3800 mAh, to je ogromna baterija za smartphone, sploh pa za telefon, ki je v bistvu 6-inčen. Ja, 6-inčen ekran, velik ekran, ki je pa varčno ful nepotraten, energetsko ful nepotraten. V realnosti drži 2 dni. In to je to. To je to, kar jaz pričakujem od svojega telefona. Če pa zraven dodam še v bistvu naked Android, torej Android One, Android, kakor si ga je zamislil Google, brez bottlewarea in vseh ostalih stvari, pa je pa to garancija, da ta telefon dela res dobro. No, in v tej točki se lahko ta telefon kosa z najdražjimi telefoni na svetu. Kaj sem še pozabil? Pozabil sem v bistvu nekaj par besed spregovoriti o fotografiji. Nokia se je povezala s Carl Zeisom. Carl Zeiss je pa tako zelo znan optik oziroma lečkar, temu reči, kar zagotavlja, da saj iz tehnične plati ta telefon dela dobre fotke. Za povprečneža ful dober, za tistega, ki hoče pa od fotoaparata na telefonu ful velik, pa ne tako dober. Tako da vedno oni premium telefoni v temu segmentu valjda zmaga in ta Nokia tam ni čist konkurenčna. Oh, I guess I see somewhere around. No, če pogledam, kaj je pri meni pri telefonu ful pomemben. Tudi telefon ful dobro zgleda. Temu telefonu je ful skandinavskega dizajna. Tako, malo Ikea pa Volvota, če lahko čist direkt povem. Tako, telefon, ki bi ga imel, ki veš, da je na nek način premium, čeprav ni premium. Tukaj prav ta znamka Nokia naredi tisto dodano vrednost celemu paketu. Na drugi strani pa to, da se zdi, da so pogruntali neko kombinacijo za vse tiste, ki nočete glih telefona tega trenutka, ampak hočete telefon, ki bo racionalen, hkrati bo dobro zgledal, na koncu mu boste pa lahko zaupali, da bo delal, kadarkoli ga boste rabili. Nokia 7 Plus, 369 € na Amazonu, link bom objavil spodaj. Ja, za moje pojme, eden boljših price performance nakupov. Koliko ga držiš v roki, rečeš, ta telefon ni 369 €. Filipa, ti veš, koliko stane ta telefon? Če bi ga poril roke, pa to ne. Te umazane roke zdaj pravi, da je to bilo odzih, ne vem, 800 €. Še dobro narejen. Čiš mi ta ekran, pa kako se tale rob, prav tudi ni kar neki švoh tole, zdaj drži, če se malo udaraš.
Veš, koliko je ta telefon? A. Koliko? 2,7 €. 2,7 €. Ja, 2,7 €. ne. 369 €. 369 €. Pa to s kakšnim darilnim bonom ali? Ne, 369 €. 369 € za tole. Ja, No, to se pa... ja. Filip approves. Okej. Okay. Ej, Žan, kakšen se ti zdi ta telefon? Nokia. Kje pa se je Nokia od 2013 zgodil, kakšni so pa to bezli? Katastrofa. Šalijem je naredil, šalijem se. Oj. Drugač? Ne vem, vse materijali so to v redu. Kaj pa ti praviš? Ne, ne bi, zloben pa ne bi, dej.